Drage gledalke in dragi gledalci, pozdravljeni v današnji oddaji Planet zdravja. Današnja gosta sta profesorica gospa Irma Ogorevc in pa profesor gospod Igor Ogorevc. Pozdravljeni. Lep pozdrav. V današnji oddaji bomo govorili seveda predvsem o zdravju, ki nas zadnje čase oziroma v tem letošnjem letu kar precej lahko potare, tudi zaradi vseh zadev, ki se dogajajo okrog nas. Tako da se bomo najprej dotaknili te teme. In seveda govorili bomo o pregretosti v telesu, kdaj je telo pregreto, kdaj je telo podhlajeno, se pravi, kakšne so tudi razlike. Torej, telo obstajajo dve možnosti. Ustvari tri možnosti, ali je zdravo in ima pravilno temperaturo na vseh delih telesa, ali je pregreto. In če je že pregreto, pride tudi pri ohladitvi do podhlajenosti. Kdaj pride do podhlajenosti? Takrat, ko telo je dolgo časa prej pregreto, torej dela preko svojih zmožnosti, organi in žleze se pregrevajo, izločajo preveč hormonov, preveč encimov, to je velika obremenitev za telo, ker to ne more trajati večno in se ustavi vzrok, to se pravi, ni več potencirano pregrevanje, se prav za toliko, kot se je telo pregrelo, po zakonitosti narave telo tudi podhladi. Pri pregretem telesu žleze in organi delajo preveč, pri podhlajenem telesu pa peša funkcija tako organov kot tudi žlez. Kakšen je pomen pravilne telesne temperature? Pomen pravilne telesne temperature in tudi pomen, zakaj je tako pomembna torej ta telesna temperatura, da bi telo pravilno delalo. Mi vemo, da danes v naravi, ker je mraz, ne rasejo trobentice, ne rasejo narcise, rastejo samo takrat, ko je pravilna temperatura v naravi. In če se zgodi v naravi, da je zelo, zelo toplo, se predčasno odtali sneg in začnejo rasti trobentice, čez 2 dni, ko se to spet ohladi, zmrznejo in odmrejo. Ravno tako, če je podhladitev prehitra v jeseni, samo ena dobra pozeba, ena dobra ledena rosa, ena dobra slana nam lahko uniči še včeraj krasen pridelek na vrtu in postane skoraj neuporaben. Če pa je to solata, vemo, da je lahko čez noč ostanemo brez nje, če ne pokrijemo recimo s kopreno ali s kakšno zaščito. To se dogaja tudi v naravi, telo ima sicer drugačno pravilno temperaturo, ima manj odstopanj kot v naravi, imamo od 0, od -10 pa do +40, tudi v telo to zaznava, mi se branimo ljudje, ker imamo razum, če je pretoplo, gremo na hladno, če je prehladno, se oblečemo in gremo na toplo, torej tako ščitimo naše telo. Tako moramo ščititi tudi živali, ene so ustvarjene, da živijo v zelo hladnih krajih, če bi se zamenjalo jug in sever, bi oboje poginilo, to vemo, tudi mi, ko potujemo v tople kraje, moramo drugače živeti, se zaščititi s klobuki, z zaščitami proti soncu, proti opeklinam, če gremo na mraz, ravno tako proti ozeblinam, proti mrazu, z obleko in tudi mogoče gremo v toplice, da bomo naše telo mu pomagali, ker ne more pridobiti take energije, ne funkcionira več dobro, se gremo kopati, da bi se segreli, da se dobro počutimo. Tisti drzni, med katerimi sem tudi sama, moram povedati, da se velikokrat odločim tudi za kopel 5 stopinj v Kamniški Bistrici. Torej, tisto je pa treba narediti, sposobnost telesa preveriti, nekaj je tudi drznost in tudi moraš vedeti, kaj pričakuješ od tega. Ali lahko našponaš, tako bom rekla, telo na take obrate. Jaz, hvala Bogu, sem to dostikrat naredila in še naredim in se potem dobro počutim, ne svetujem pa to vsakemu. Rada bi samo povedala, da je to možno,
in da se tudi take stvari delajo z določenim namenom in pričakujemo tudi potem, če je vse prav, tudi določene dobre rezultate. Kje pa izmerimo telesno temperaturo? Torej, najbolj pogosto merimo temperaturo v podpazdušju. Torej, mora biti primerna, malo višja, za 0,2, če je pravilno višja leva stran od desne, ampak varira v razmaku 1 stopinje, to je 100%, torej od 36 do 37. Najnižja naj bi bila 36,2, to naj bi bila štartna, najvišja 36,8. Merimo temperaturo tudi rektalno v črevesju, merimo tudi v vagini, torej v ženskem spolovilu, in velikokrat so ginekologi leta 50 let nazaj ugotavljali in merili temperaturo, so morale ženske meriti, ko so bile neplodne. Še danes je to pomembno, zelo pomembno, in če so nizke temperature, te ženske ne morejo zanositi, tudi njihova nosečnost je rizična in tako naprej. Tudi cirkulacija v nogah je odvisno, kakšna bo temperatura in pretok krvi in limfe v spodnjem delu trebuha. Merimo temperaturo v ušesu, ker je moderno, zdaj je na čelu, se skoraj streljamo kot s pištolo. V Planetu zdravja pa merimo na 5 krajih temperaturo. Na vratu, obeh pazduhah in v popku. Naš, bom rekla, pripomoček, s katerim merimo, naš računalniška diagnostika, ki to beleži, ravno iz temperature na 5 delih mesta v bistvu naredi zapis 131 krvnih analiz. Torej, od temperature je dokazano, ta stroj so naredili zdravniki, ruski specialisti, nevrologi, ker so za meritev ljudem, ki so šli v vesolje, ker tam zaradi tlakov ni možno drugače izmeriti kri, odzeti krvi in pač narediti krvno analizo. Zato Planet zdravja že 14 let opravlja meritve v Sloveniji, v vseh svojih poslovalnicah, torej z merjenjem temperature, računalniška diagnostika izpiše 131 krvnih analiz, ki so nam merilo pregretosti, podhlajenosti, funkcije, so nam smernice, kako bomo mi telo popravili, kako ga bomo hladno segreli, toplega ohladili in s tem dosegli boljše funkcije telesa, tako organov kot tudi žlez, boljše počutje, tudi tako fizično kot tudi psihično. Tako. Kdaj pa vemo, da smo pregreti ali pa podhlajeni? Zelo enostavno. Klasično, bom rekla, vemo z merjenjem temperature preko 37 se že pregrevamo. Odvisno je, podhladitev je pa vse, kar je pod 36, ker eno merilo mora biti veliko starejših ljudi, da nas ne doseže v podpazduho niti 35. In če bi lahko spomnila naše gledalce, ki so gledali vaš kanal, recimo, kjer sva se z Igorjem desetletje in več pojavljala, na zadnji oddaji na vašem kanalu v lanskem letu sem apelirala na zdravstvo, da Planet zdravja in na zdravnike, da na Planetu zdravja v zadnjem letu nismo izmerili niti enemu človeku pravilne temperature, da so ljudje podhlajeni, da bodo zelo bolani in da bo ogromno virus. Smejali so se. Torej, ta resnica, ki je bila povedana konec leta kot zadnja sklepna misel v oddaji na vašem kanalu, ki še obstoja v arhivu in si jo vsak lahko gleda, je bila apel in se je zelo hitro uresničila. Že februarja smo imeli COVID, smo imeli toliko bolanih ljudi in s tem se otepamo tudi danes. Ampak tudi danes ti ljudje imajo nizke temperature. Mi merimo v Planetu zdravja vsak dan temperaturo.
temperaturo. Torej, ta preiskavo, ki jo opravljamo z merjenjem temperature, ko jo naredimo, vemo točno, kaj se dogaja z ljudmi in v anamnezi, v pogovoru, ki ga opravimo z ljudmi, govorijo, jaz že 20 let imam mrzle roke, jaz imam že 20 let ledene noge. Kako lahko zdravimo in kdo lahko zdravi telo, ki nima prave temperature? Kdo lahko zdravi naravo? Bog. Ne? Kdo določa, kdaj bo sijalo sonce, ne bomo mi, kdaj bo mraz na zemlji, ne moremo določiti mi. In ne ukažemo v telesu, pa se moramo naučiti ohranjati pravilno in vzdrževati pravilno temperaturo, kar pomeni pravilno skrbeti za svojo kožo, pravilno skrbeti za zdravo življenje, za samo spoštovanje svojega telesa, za pravilno hrano. In tudi s tem moramo za respekt proti naravi. Veste kaj, če povem čisto tako iz mojega kraja, kako so ljudje včasih povedali, kako močna je narava. Proti buri scat si moker. Pa si lahko zdravnik, ker je to zakonitost narave. Si lahko duhovnik, si lahko navaden človek ali pa profesor ne vem česa. To je dejstvo, ki je zakonitost narave. In ravno tako, ko govorimo o temperaturi telesa, veljajo vse zakonitosti kemije in fizike, katere mi navadni ali pa specialni ljudje, kakor hočete, ne moremo preseči. Tako je. Kako pa uravnavamo telesno temperaturo? No, tukaj bi izpostavil prav našo metodo popravljanja telesa, katera se imenuje termoregulacija telesa. Mogoče bi še povedal, da termoregulacija telesa omogoča ljudem, da smo ena redkih bitij na tem planetu, kateri smo sposobni živeti in preživeti tako v najbolj ekstremnih temperaturah, visokih, govorimo 45, tudi 50 stopinj in več, in prav tako je človek sposoben preživeti na -50 in več, pa kljub temu ne umre. To nam omogoča termoregulacija telesa. In termoregulacija telesa je tista funkcija, katera porabi definitivno največ moči v našem telesu, porabi največ kalorij. In sicer zakaj? Nesporno dejstvo je, da v notranjosti telesa mora biti telesna temperatura govorimo zelo naokroglo, med 36 in 37 stopinjami. In naše telo uporabi vsa sredstva gretja in hlajenja, zato da se ne glede na zunanjo temperaturo v notranjosti telesa ohranja enaka temperatura. Kajti samo pri tej pravilni telesni temperaturi v notranjosti telesa lahko potekajo vse življenjsko pomembne funkcije. Sicer pa vemo tudi po pregovoru, ne? Če nekdo nekaj nehal delati, kako rečemo? Ja, je zmrzno, ne? A veste? In poglejte, če izpostavim najhujšo bolezen, govorimo o rakastih obolenjih, kaj ugotavljamo pri vseh rakastih bolnikih v zadnjem stadiju? Vsi so ekstremno podhlajeni. Čeprav so zunaj na otip, ko jih primemo za roko, za kožo, žarijo, so vroči, pa vendar, ko jim izmerimo telesno temperaturo, redko kdaj preseže 35. V zadnji fazi, v terminalnem stadiju, je pa temperatura tudi pod 34 stopinj Celzija. A veste, in ko se telo podhlaja, to pomeni, da niti naš imunski sistem ne deluje več, se izklopi, nima več možnosti delovanja. Zato pa umiramo takrat, kadar smo podhlajeni. To je nesporno dejstvo. In drugo nesporno dejstvo je, da je človekov največji, najtežji in zato najbolj pomemben organ prav naša koža. Vidite, in danes se bomo posvetili negi kože, vendar pa o negi kože ne bomo govorili kot o lepem izgledu, o kozmetiki, ne?
čeprav je uporaba naših izdelkov to eden glavnih stranskih učinkov. Ne? Kajti dejstvo je, da zdrava koža, katera tudi pravilno opravlja svojo funkcijo termoregulacije telesa, je tudi na izgled lepa, zdrava, na zdravi koži ni alergij, ni aken, skratka, to je koža, katera dela. Sicer imamo tudi pregovor, ne? In rečemo, jaz pa ne bi bil rad v njegovi koži. A veste, to slovenski jezik je zelo natančen, imamo zelo lepe pregovore, v praksi jih pa v bistvu ne razumemo. Zanimivo, kaj ne? Ste telo zdravi, če ni pravilne telesne temperature? To je iluzija. Poglejte, nobeno telo se ne more niti zdraviti, niti popravljati, niti obnavljati, če ni pravilne telesne temperature. Kajti samo, kadar je pravilna telesna temperatura, je pravilna tudi cirkulacija v telesu. Cirkulacija tako krvi, kot tudi limfe. In v slabi cirkulaciji se še nihče ni pozdravil in se tudi nihče ne bo. Ker se ne more, ker to niti teoretično ni možno, kaj šele praktično. A veste, in jaz se velikokrat sprašujem, zakaj ljudi odpustijo iz bolnišnice, ko imajo tudi še povišeno temperaturo. Jaz se to zelo resno sprašujem in ne dobim odgovora. Mislim pa, da je to malo neodgovorno. Ne? No, če jaz bi zdaj dodala še Igorju malo, mene je pa še bolj zanima. Tole, zakaj jih odpustijo iz bolnice z ledenimi nogami? Ker je funkcija nog zmanjšana. Z ledenimi rokami. Ko ne morejo stisati, rečejo, da je revma, k nam pa pridejo, natočimo nekaj kapljic olja na dlan, si pomanejo roke, počakamo in se roke segrejejo. In ne, da se segrejejo, tudi gibljive so, ne bolijo jih več. To ni iz trte zvito, zato vse gledalce vabimo v naše centre, v Planet zdravja, ker bodo lahko to poskusili. Ne bomo prodajali mačke v žaklju. Ne? Torej, nobenemu ni treba kupiti neki spred postavko, ampak se oglasi v vsakem Planetu zdravja v Sloveniji, na 10 mestih in to lahko izkusi sam. In kakšno je počutje? Torej, zakaj to vemo? Ker vemo za vsak del kože, kateremu notranjemu organu pripada. In ker vemo, kako delujejo olja, kakšno energijsko moč imajo in kako energetsko po tej poti naravni koža, možgani, organ, znamo vplivati, da lahko dosežemo pravilen rezultat, željeni rezultat. Prav tako danes lahko govorimo, da lahko pregreto glavo, ki jih ima nešteto ljudi starejših, zato so take posledice od Alzheimerja do demence, do vseh drugih, Parkinsona, je drugačna temperatura v glavi in telo reagira povsem drugače. Torej, ne moremo zdraviti glavo, če ne ustvarimo, ne znamo popraviti temperature v glavi. Pretoka krvi, ki jim šumi v ušesih. Torej, vse to je treba znati, najprej treba stroj popraviti in pol ga pognati. Ga ne moremo poganjati. Torej, to temperaturo, ki je lahko samo v glavi pregreto, moramo odvesti preko kože ven. In kateri del kože je odgovoren za glavo? Koža, rok in dlani. Misel postane dejanje. Če jaz ne morem misliti, z rokami ne morem čisto nič narediti. Z nogami, ravno tako z nogami. Koliko starčkov, ko komaj hodi, ima zastoj limfe, boli jih, ožilje, nič, take zatečene noge. Kako lahko deluje zdravilo, če tukaj je tako slaba cirkulacija ali pa jo skoraj ni? Dostikrat tudi je potrebno odrezati noge.
Zato, ker nobeden se ne ukvarja s tem ali nima znanja tudi, da bi vzpostavil normalno cirkulacijo. No, veste, dragi gledalci, v Planetu zdravja znamo tudi to popraviti. Nekaj oddaj nazaj, na Facebooku nekaj tednov sem tudi obljubila, da bomo še letos to povedali in danes je ta dan, ko bomo povedali, kako se gre telo, kako zbistriti našo glavo, kako odvesti temperaturo, da naši organi, tako v glavi in žleze, delajo pravilno. Rada bi pa povedala, kaj se dogaja tem ljudem, ki imajo pretoplo glavo. Vse žleze v glavi preveč delajo, ker žleze delajo na toploto. Če imajo prehladno v glavi, pa žleze slabo delajo. Zato nastane motnja v cirkulaciji možganov, odmrtje možganov in pride do takih diagnoz, kot sem prej tudi povedala. Kako se grejemo telo? Koža je največji organ. Že če ga bilo kam, tako kot sem rekla, če namažemo tukaj, odpremo kožo, spet se je pretok in če je pretok, je tudi hlajenje. Takrat, ko se glava ohladi na pravo temperaturo, začne jo tudi žleze nazaj delati. One so se samo ustavile. Vsi razumete, če vam se pregreva avtomobil. Ga ne smeš voziti, je tako, ne? Ni v redu. In če je premrzel motor, tudi trokira. To se pravi, pravi mehanik, specialist za avto, zna to popraviti. In mi, ki se ukvarjamo s popravljanjem teh našega telesa, tudi znamo človeško telo osvoboditi preveč toplote ali pa dodati nazaj, ga usposobiti telo, da samo odreagira. Naše olje Cortexol, ki ga imam prav zdaj tukaj v rokah, uporabljamo, že samo ime zdravstvenim delavcem to pove, popravlja našo glavo. Kaj to pomeni? Kateri del možganov ali kateri del kože pripada možganom? Dekolte, mali možgani, koža dojk, veliki možgani. Če mi namažemo na dekolte Cortexol, v trenutku čutimo, glava dobi barvo in čutimo povečane prave pretoke krvi in limfe v glavi, boljše počutje, čutimo spremembo v sluhu, v vidu, okusu in prijetno sprostitev naše glave. Tudi glavoboli takrat izzvenijo, torej kako malo je potrebno, da obvestimo telo in telo to opravi samo. Torej, ko ima pravo temperaturo, ko dobi skozi informacijo, skozi kožo in skozi vse čutne celice, ko dobi s temperaturo, se odvije nazaj tisto, kot je prav, vse telo v bistvu resetira in se vzpostavi taka cirkulacija, kot je zapisana v možganih. Tega mi ne moremo storiti ne s tableto, ne z zdravili, ne z načini, nikoli, tako kot zna kompjuter v naši glavi. Se pravi, poslovalnice se bodo večkrat izpisale tudi na ekranu. Telefonska številka, na katero ste dosegljivi, tudi za vsa vprašanja, za naročila, za posvete, je 080 88 10. Lahko jih pokličete, povprašate, z veseljem vam bodo odgovorili na vaše vprašanja. V Sloveniji je, se pravi, več poslovalnic, izpisane so večkrat čez oddajo tudi v spodnjem delu. Tako, kako je telesna temperatura povezana z boleznimi, če še se tega malo dotaknemo? Ja, zelo, gledajte, bom šla tako, recimo, če je sprememba v ožilju in pretoku krvi in limfe v nogah, kaj imamo največ pri ljudeh? Vidimo razširjene vene, ki so posledica zoženih arterij. Ali pa prevelikega pregrevanja v trebuhu in predvsem želodcu. In takrat, ko telo se ne more preko kože ohladiti, kaj se takrat dogaja? Je telo razporeja toploto čim dlje od srca. In kje mi vidimo? Ogromno starejše ljudi ali pa tisti, ki imajo motnje v cirkulaciji nog, jih pečejo noge, jih bolijo žile, imajo otečene. Jaz lahko rečem minimalno 80% ljudi starejših ima otečene noge in vsi imajo svoje zdravnike. In nobeden, nimajo rečejo, gospod doktor, me bolijo noge. EMŠO, ni res.
tudi starejši človek ima pravico izvedeti, ali se da to popraviti. In to se da popraviti. Koža je zunanja enota in mi imamo notranji obtok tudi. Če mi popravimo zunanjega, se bo popravil tudi notranjost. Tudi medicinci in zdravniki vejo in poznajo ta rek. Od delovanja kože zavisi delovanje vseh notranjih organov in žlez. In obratno, od delovanja notranjih organov in žlez zavisi delovanje kože. Zato je koža ogledalo našega črevesja, ki so drugi možgani, tako govorijo Kitajci. In vse te resnice veljajo. Torej, če znamo uporabiti vse te reke, vse te modrosti, 1000 let starih modrecev, bom rekla tako, je to velika, velika medicina naravna in velika pomoč vsem starčkom, ki nas danes poslušajo, pa tudi vsem mamicam, ki imajo mrzle noge in ne morejo zanositi. Jaz upam, da enkrat bomo dobili nazaj iz Srbije, da bo konec teh preprek, da bo prišel naš zdravnik, tudi ki je ginekolog, da bo vam razsvetljiv in potrdil, ker je to njegova specialnost. Ampak jaz z vso odgovornostjo to govorim, da je temperatura v spodnjem delu trebuha v maternici in pretok krvi in limfe tisti dejavnik, ki je odgovoren tudi za življenje tega našega bitja novo spočetega, zato je toliko abortusov, toliko rizičnih nosečnosti in da nas veliko mladih žensk, ki prihaja k nam, govorimo mladih, ki si želijo imeti otroke, če jih vprašam, kako so noge, že celo življenje imam mrzle. To se pravi, če ne morejo rastline v mrazu živeti, niti ljudje in živali, ne? In tukaj dobimo naravni odgovor, da ko popravimo cirkulacijo, popravimo tudi funkcijo in popravimo tudi možnosti, da se odvijajo čisto normalne funkcije, tako fizične, kot tudi fizični in kemični procesi v našem telesu. No, jaz bi tukaj želel še dodati, oziroma malo pojasniti. In izhajam iz ene velike študije, katere so leta 2003 opravili na Danskem. Opravljali so jo zdravniki in biofiziki. In so nesporno dokazali, da pri vnetjih v spodnjem delu trebuha, se pravi pri vnetjih prostate ali pri vnetjih rodil, pri ženskah, je brez kančka dvoma zelo motena cirkulacija in je motena cirkulacija v ožilju, se pravi, je poškodovano ožilje. Mi pa zelo dobro vemo, da je volumen, se pravi širina naših žil, našega ožilja, ponovno odvisna od temperature. Zato, a veste, tudi kadar pride do vnetja, je že prav, da se vzame antibiotik in še kako prav, da opravi svoje delo. Ampak ni pa to trajno zdravljenje, saj vemo, naprimer pri vnetju mehurja ali vnetju prostate, antibiotik na antibiotik, stanje se ponavlja. Dokler ne uredimo stanja ožilja, dokler ne popravimo cirkulacije v tem delu telesa, lahko jemo antibiotik od enega do drugega, se pravi od prvega antibiotika do kemoterapije. Tako poteka zdravljenje v današnjem sistemu. A veste, in tudi vse viroze, ki so zdaj tako grozno popularne, ne, so odvisne od telesne temperature. Virusi se imajo idealne pogoje za rast in razvoj samo v prehladnem tkivu. In kje je največ hladu v našem telesu? V nosni votlini in v pljučih. Zdaj pa se dajmo logično vprašati, zakaj. Zato, ker tukaj se hladi z zrakom. In dajmo se ponovno logično vprašati, zakaj je največ viroz v hladnem obdobju? Zato, ker je zrak hladen in ta hladen zrak dodatno ohladi sluznice sinusov, sinusnih votlin in pljuč. In grla. Respiratorni sistem in grla. In kje je največ viroz? Nos, grlo in pljuča. Poglejte, mislim, da je to jasno vsakemu laiku. A
Tisti, ki pa niso laiki, imajo pa ogromno težav z razumevanjem tega, z razumevanjem teh naravnih procesov. In dokler bomo poskušali biti bolj pametni od same narave, toliko časa bomo opazovali rezultate moderne medicinske znanosti, za katero jaz pravim, da bolj razvita je medicina, manj je zdravih ljudi. A veste, ponovno se treba vrniti k tistim koreninam, k osnovnim zakonitostim fizike in kemije, se pravi med drugim tudi k telesni temperaturi. Poglejte, tudi vsak kemik in še posebno vsak biokemik še kako dobro ve, kako različni so biokemični procesi že pri zelo majhnih odstopanjih temperature. Pa če vam povem še eno primerjavo, da bomo razumeli, o čemu govorimo. Ponovno bom izpostavil rakaste bolnike. Mi, ko smo merili telesno temperaturo rakastim bolnikom, lahko izpostavim primerene gospe, katere je imela raka maternice. In ko smo pomerili telesno temperaturo tukaj v dimljah, v preponah, je bila razlika med levo in desno stranjo več kot 3 stopinje Celzija. In jaz vam povem, če vprašate katerega koli zdravnika, zakaj je ta razlika v temperaturi, nismo dobili odgovora. Mi ga pa vemo. Zato, ker rak se širi po limfnem sistemu. In tudi limfa mora imeti pravilno temperaturo. Tako kot tudi kri. Tudi kri mora imeti primerno telesno temperaturo. To lahko utemeljim s tem, zakaj je povišana telesna temperatura tako nevarna. Zakaj moramo vse storiti, da ne gre preko 42 stopinj? Zato, ker pri 43 stopinjah kri enostavno koagulira, ker v krvi je ogromno beljakovin, beljakovina koagulira, nastane krvni strdek in umremo. Tako enostavno je to. In veste kaj? Največ ljudi reši smrti v vseh bolnicah po svetu. Mokra rjuha, nesintetična farmacevtska sredstva. Kajti v vseh bolnicah, ko nič več ne prime, jih zavijajo v mrzlo rjuho in led, kar pomeni, na kaj delujemo? Na kožo, na naš največji, najtežji, najbolj pomemben organ. Delujemo na kožo in telesna temperatura kar čudežno pade. Veste, pa ni čudežev. Samo delovanje telesa je treba razumeti. Tukaj smo pa mi specialisti. In prav danes želimo govoriti o koži in o primerni negi kože, zato ker to je v bistvu izjemno učinkovita preventiva, kakor tudi kurativa. Kdaj pa uspevajo bakterije in kdaj virusi? Kot sem rekel, virusi uspevajo takrat, kadar je telesna temperatura prenizka. In obratno velja za bakterije. Bakterije pa uspevajo tam, kjer je telesna temperatura previsoka. Da pojasnim še drugače. Zakaj pri virusih ne delujejo antibiotiki? Zato, ker antibiotiki delujejo tam, kjer je pretoplo, kjer so namnožene bakterije in pomorijo bakterije in vnetja ni več. Zato so antibiotiki popolnoma neučinkovit način zdravljenja, zato se tudi ne uporabljajo pri virozah in pri rakastih obolenjih. Kajti viroza in rakasto obolenje pomeni podhladitev telesa, zato antibiotiki niso učinkoviti. Dotaknili ste bomo tudi vaših olj, se pravi olje 70, če lahko predstavite. Torej, to je naš najnovejši izdelek, star je 2 dni. Tako je mlad in tako učinkovit. Je še topo. Mi smo ga testirali, lahko rečem, zadnja 2 meseca, ker smo ga sestavili je pač mešanica olj, ga lahko pijemo, mi ga bomo pod to številko uporabljali prav za nanos na kožo. Komu ga damo? Torej ljudem, ki potrebujejo gretje. Ko se je telo pregrelo, se je podhladilo, ko rabi zagon, ko rečemo, nimam več energije, da bi to šlo. Kaj naredimo?
že sam nanos na dlani ustvari tako reakcijo, ker se tukaj preko glave ohlaja celo telo, preko kože, ki pripada glavi, ampak če ga mi damo na celo telo, odpremo vso kožo, razširi se v koži kapilarni sistem, zaprejo se pore in telo odvaja toploto. Mi ne moremo ohladiti samo eno ledvico, pa je lahko samo ena bolana in vneta. Mi ne moremo samo desni sinus, ki je vnet, ali pa desno uho, levo, odvajati samo tukaj, ampak se odločimo, da ga bomo odvajali toploto skozi celo kožo in namažemo na mokro kožo olje celega telesa in mi čutimo prijetno toploto. Ker gre toplota ven iz nas in ko pade notranja temperatura, na tisto raven se vklopi spet termostat in telo se že v prvi minuti začne greti pravilno. In kaj se naredi, ko se odvede odvečna toplota iz določenih organov? Spet usposobimo funkcijo in tako usposobimo funkcijo celega organizma. Če telo nima odvečne toplote noter, torej te jalove energije, ki jo ne more uporabiti in je zastoj tam, ko ni več zastoja, začne ponovno nova cirkulacija in dobro počutje. To se zgodi že v prvi minuti. Vsi organi, ki so bili prej mrzli, vsi organi, ki so bili mrzli, se segrejo, in vsi, ki so bili hladni, ohladijo. Vse izginejo, vse mrzle roke, mrzle noge, počutje, ljudje so bolj gibljivi in se zelo dobro počutijo. To delamo enkrat na dan, ponavljamo vsak dan, preden pa to naredimo, namažemo naš dekolte, ker ohladimo glavo. Glava vemo, da dela obratno od trebuha, od telesa. Torej arterije v glavo gredo navzgor, v telo navzdol in obratno. Vene gredo iz telesa proti srcu, iz glave pa od vrha navzdol, tukaj pa od spodaj navzgor. Torej, mi najprej usposobimo ali pa popravimo temperaturo v glavi. Da glava vse žleze od epifize, hipofize in hipotalamusa, ki je kontrolor imunskega sistema, da vse to dela pravilno, da se vse to resetira, da mi zbistri in da prevzame glava nadzor nad telesom. Ko namažemo pa še za našim oljem, je to čisto blagostanje in vam ga, spoštovani gledalci, kot darilo ponujam za Božič. Torej, dobili smo v Sloveniji velikansko darilo in velik blagoslov, tako ga sprejemam jaz in ga tudi delim med vami. In že 2 meseca smo ga delili tudi ljudem. Želimo vam povedati, da bomo vsakemu, ki imate težave, pomagali, če nas boste obiskali. Posebno tisti iz najbolj ranljive skupine, tudi tisti reveži, ki mogoče vas je strah priti, da nimate denarja, dobrodošli, denar ni vse. Torej, pomoč ljudem v stiski, predvsem v teh stvareh, ko ni pomoči, ne v zdravstvenem domu, ne v bolnici, ko imate take čudne, EMŠO sem rekla, diagnoze, ali ko ni več časa za starejšega človeka. Jaz imam še zmeraj čas za vas. In vas vabim, tako tudi vsi naši delavci, mi bomo delali do konca leta in pomagali ljudem. To mislim, da bomo vršili naše poslanstvo in to, kar delamo že toliko časa. Jaz sem vesela, da mi je bilo dano razumeti naravo in narediti ta pripravek, ki smo ga dali pod številko 70. Zato pomeni 7. čakra. 7. čakra je tudi v kitajski medicini koža. Torej, kako negujemo kožo, da bi lahko čim prej prišli do naše notranjosti. In moram reči, da je to najkrajša pot do krvi in limfe. Zakaj? Če jaz pojem eno zdravilo, se prvo sreča s slino, nastane ena kemična reakcija in druga kemija. Na vse to skupaj gre v želodec, se pomeša želodčno kislino. Naprej se pomeša, če gre naprej, že tukaj s hrano lahko, je spet 23. kemija, ko pride v 12. še plus žolč 126. Kdo lahko kontrolira? Ko mi damo na kožo in se to resorbira,
v medcelični prostor in naprej v limfo in pride v kri, je to najkrajša in čista pot do našega kardiovaskularnega sistema. Torej, kako bi to utemeljila vam, ki me zdaj poslušate in ne verjamete? Poglejte, farmacija je že zdavnaj naredila flastre proti bolečinam. Katera najprej prime, če dajo flaster? Kateri hormoni jih dajo v flastrih, da prej prime, ne? In da deluje. To se pravi, jaz sem bila na enem predavanju, moram povedati, ko je zdravnik trdil, ne boste mi rekli, da je koža propustna in kar tako gre dol. Sem rekla, gospod zdravnik, ker nismo poslušati, sem rekla, poglejte, če ne gre nič čez kožo, mi lahko poveste, zakaj dajete po celem svetu zdravniki toliko flastrov proti bolečinam in ljudje so drogirani od teh drog, ki so noter proti bolečinskih in toliko hormonskih flastrov. Prebledel je in se opravičil. Torej, govorimo, da včasih nam jezik prehiti možgane, ne? Zato razmislite. Jaz nisem prišla govoriti leži, ampak velike resnice. No, tukaj, hvala, si me spomnila na eno malenkost, ko v bistvu sploh ni malenkost. Poglejte, pred nekaj dnevi sem bil na vezi z našim velikim prijateljem, dr. Mitevom, kateri je magistriral in doktoriral medicino tako na Harvardu kot na Cambridgeu. Se pravi, gre za vrhunskega znanstvenika. No, in ko so se pogovarjala o našem olju 70, moram povedati, da z njim tudi zelo uspešno sodelujemo, mi je povedal, Igor, seveda. Je rekel, a veš, da najnovejše študije so pokazale, da eno zdravilo, mislim, farmacevtsko zdravilo, imena ne smem omenjati, ampak so klinično dokazali, da je izjemno učinkovito pri covidu. Pri popravljanju telesa s covidom. In kako se nanaša? Nanaša se tako, to je pripravljena emulzija in z njo se enostavno namaže celo telo. V prvi fazi pa je namenjena proti zajedavcem in proti parazitom v človeškem telesu. Ampak uporaba je takšna, da se emulzija enkrat dnevno nanese na celo telo. Poglejte, in tudi naše olje 70 se enkrat dnevno nanese na celo telo. Ne morete si niti misliti, kako hitro pride do sprostitve telesa, kako hitro se sprošča težko in oteženo dihanje, kako hitro se sprosti glava, ekstremno hitro se segrejejo prehladne noge ali pa se ohladijo prevroče noge. Skratka, to je osnova za termoregulacijo telesa. Kajti koža je največji organ za uravnavo pravilne telesne temperature. Preko kože se telo greje in hladi, kajti koža ima pore in prek te pore se odpirajo in zapirajo skladno z zunanjo ali notranjo temperaturo. Zato je koža tako ekstremno pomemben organ. Kajti tudi, če pomislimo, v koži imamo tip, imamo čutila, senzorje za toploto in hlad, s kožo čutimo, tipamo, vse gre preko kože. V koži je tudi praktično ves živčni sistem. Veste, koža je človekov največji, najtežji in najbolj pomemben organ in če imamo težave s kožo, se moramo zavedati, da imamo težave s celim telesom. In pravilna skrb za kožo je odločilnega pomena prav v teh hladnih dneh, še posebno, če nas zebe ali če nam je prevroče. To pomeni, da koža ne zmore pravilno opravljati svoje funkcije, to pomeni, da je motena temperatura, kadar je motena temperatura, so moteni pretoki, se pravi, je slaba oziroma napačna cirkulacija in če je napačna cirkulacija, naše telo deluje preveč ali premalo. Temu rečemo tudi bolezen. Jaz bi samo postavila eno vprašanje, ne? Torej, kar poslušamo, to krepi imunski sistem.
teh izdelkov in teh, bom rekla, pa naj bo to lekarna, domača lekarna, naj bodo to zeliščarji, krepimo s tem imunski sistem. Če imajo ta oseba, ki ji damo pripravek za krepitev imunskega sistema, ki ne deluje, se moramo zavedati, da je telo prehladno, ker imunski sistem, če je mraz v telesu, ne deluje. Če je toplo, dela preveč. In mi vemo, vse alergične reakcije so tudi v telesu, ki se, pokažejo kot alergične zaradi pretiranega delovanja v začetku imunskega sistema, v začetku bolezni. Torej, če se ne spremeni temperatura v rokah, v nogah, v telesu, a si krepil imunski sistem? Nisi. Torej, si zavajal ljudi. In jaz polagam tudi toplo na srce, tako farmacevtom, kot zeliščarjem, kot vsem nam, ki se ukvarjamo z naravno medicino, da deluje samo tisto, kadar se pokažejo takoj rezultati, ni jutrišnjih, pojutrišnjem. Torej mi, če smo prevroči, se moramo ohladiti zdaj, če hočemo funkcionirati prav. In če hoče funkcionirati naš sistem, če je mrzel, se more segreti. Ne pomaga dajati nekaj, kar še mogoče zniža temperaturo ali jo sploh ne spremeni, to se pravi, kot tistega efekta, ki je osnova, pravilna telesna temperatura, če tega nismo popravili vse. Zato se moramo držati zakonitosti, ki jih bom povedala. Pravilna temperatura, pravilen tlak, pravilen pretok krvi in limfe v pravem času v telesu. Ker toliko na minuto mora iti krvi in limfe skozi organe in žleze, da bi telo dajalo pravilne rezultate in to ob pravilni temperaturi. In tukaj se ne da premakniti tega. To so zakonitosti, ki jih ne morem preseči, ne jaz, ne nobeden na tem svetu. Zato polagam na srce, da začnemo tudi vse te fraze in ljudje, ki jih izkoriščajo in s tem tudi mogoče zavajajo ljudi, da jih prenehamo. Ker mislim, da je skrajni čas, da se v tej Sloveniji začne delati tisto, kar je prav. Tako. Se pravi, olje 70 smo povedali, zakaj ga uporabljamo, kako in kdaj ga uporabljamo, zdaj pa še se bomo dotaknili olja Cortexol. Torej, še enkrat bom ponovila, mogoče se nisva niti dobro razumeli, se opravičujem, uporabljamo ga za ureditev temperature v glavi, ker mi preko kože dekolteja, ki pripada malim možganom, kjer botruje epifiza, to je naša budilka, ona se vklopi, ko se začne življenje in se zadnja v telesu izklopi. Torej, tukaj je žleza, ki kontrolira delovanje vseh podzavestno delujočih organov, torej se pravi vseh vitalnih organov. In ko je tam pregreto in ko ni kontrole nad vitalnimi organi, so najhujše bolezni. Zato mi, če namažemo Cortexol na dekolte, lahko tudi še na dojke, se uravna, se začne hlajenje glave, ki je lahko pregreta in tudi ožilja, in se ponovno vklopi avtomatski sistem, bom rekla tako v prenesenem pomenu. V bistvu se resetira glava, mi vemo, da je vse zapisano v našem spominu, v naši genetiki, tudi delovanje telesa. Tako, korak po koraku, da pomagamo našemu telesu, da se ohlaja, ker se ne s pritiskom na gumb niti v eni minuti in se ponovno, če bolano segreva, s ponavljanjem mazanja tukaj, pomagamo telesu, da čim prej pride do pravilne funkcije in da obnovi tudi vse svoje delovanje vseh svojih sistemov. Torej, te dve olji sta kot brat in sestra, vklopimo avtomatiko in damo tako olje na kožo, ki pomaga, ki ustvarja dobre pretoke v koži, ki obnavlja kožo, ker dobri pretoki in funkcija obnavlja kožo, ki vzdržuje temperaturo v sami koži, da je možno, da se pravočasno hladijo naši notranji organi, ki bi se sicer pregrevali, predvsem črevesje, kar daje črevesju, če je
dobro hlajenje, neomejeno možnost delovanja. To se pravi, bomo lahko več jedli, pridobili več energije, se bomo pravočasno ohladili in lažje in boljše permanentno opravljali svoje funkcije, to je s tem krepili našo, bom rekla, našo dobro voljo, našo psiho, ker samo pravilno delovanje psihe, fizičnega telesa daje kot končno produkt tudi pravilno delovanje naše psihe. Rada bi samo 1 minutko še uporabila. Dr. Jevdić, psihiater v Srbiji, je doktoriral z pitjem vode pri psihičnih bolnikih. Shizofreniki popijejo tudi 30 litrov vode na dan v akutni fazi bolezni. Mislim, jaz stojim za tem, ker gospoda zdravnika zelo dobro poznam in on je opazoval psihični bolniki, da pijejo toliko več vode, ker so zelo pregreti. Ker to je hiperfunkcija, hiperdelovanje in tudi pregrevanje telesa in ker nobeden jih ne ohladi, se hladijo z vodo. 30 litrov, vse kaj je to mogoče, je rekel, je mogoče. Jaz sem doktoriral, zagovarjal v Beogradu, je rekel, nobeden ni razumel, kaj sem govoril. Vabljeni torej na posvet in pa pregled. Naročite se na telefonsko številko 080 88 10. Dotaknili že bi se otrok in pa, se pravi, o katerih smo že govorili, tudi o starejših ljudeh. Tudi otroci so kdaj podhlajeni, pregreti? Velikokrat. Ali so pregreti ali podhlajeni. Poglejte, odvisno kako zbolijo. Kajti telo deluje vedno enako. Ne glede, ali smo stari, ali smo mladi, ali smo nekje vmes. Ne? Tako da naši izdelki so vsi absolutno primerni, tudi za vse otroke nad 3 leti starosti do najstarejših starostnikov. No, veste, lahko povem, da naše stranke so od praktično še nerojenih otrok, najstarejša naša stranka pa je bila stara 104 leta. Je bila stara 104 leta in so se poleg zdravnikov obrnili tudi na nas, kajti gospa je imela pljučnico, no in smo skupaj z zdravniki smo uspeli umiriti to pljučnico, tako da je bila gospa nekaj mesecev tudi najstarejša Slovenka. Skratka, vsi naši izdelki so primerni za vse starostne skupine, kajti so 100% naravni, 100% brez stranskih učinkov, ne morejo škodovati nobenemu. Te dve olji, se pravi olje 70 in olje Cortexol, sta namenjena predvsem za mazanje kože, za aplikacijo preko kože. Bi se pa mogoče samo še malo vrnil na imunski sistem. Lahko se prav pohvalim, da v prejšnjih oddajah, ko smo govorili o boljšem delovanju imunskega sistema, smo ljudem svetovali uživanje olja 80 in 54. Kajti vsebuje ta jodide in cink. In cink je mineral, kateri ima eno funkcijo v našem telesu, da greje podhlajena telesa. In lahko vam povem, da ljudje se nam dnevno zahvaljujejo, ko uživajo že samo te dve olji, enostavno niso bolani. Nekateri so se tudi oglasili pri nas, vsi veseli, zadovoljni, tudi starejši ljudje so rekli, Igor, veste, pa sem bil pozitiven, ampak sploh nisem vedel, da sem bil bolan. Če imunski sistem dela dovolj, če je pravilna cirkulacija, da je dovolj toplote, smo z virusi lahko tudi prijatelji. Prav tako. Nam ne storijo nič slabega. Kar se pa pregledov pri nas tiče. Poglejte, jaz vsakemu oziroma vsem svetujem, če imate kakršnekoli težave, katere ne minejo, ali če imate kronične bolezni, ne jemljite naših izdelkov na pamet. Pridete najprej na pregled, da ugotovimo dejansko stanje telesa, kar je še bolj pomembno, da na podlagi vseh teh opravljenih krvnih analiz, da ugotovimo vzrok za zdravstvene težave, no šele potem smo lahko
uspešni. Zato pa smo tako uspešni, da se o nas govori zelo veliko, tako v Sloveniji in še več izven Slovenije. Tako. Zahvalila se vama bom za današnjo oddajo, Hvala za za vse povabilo. nasvete, ki bodo pomagali našim gledalcem in gledalkam. Vabljeni tudi k naslednjim oddajam, v katerih bomo ponovno govorili o izdelkih, ki jih ponujajo v Planetu zdravja. Lep pozdrav!